Družba, lepo zdrav. Zdaj za tiste dva, ki gosta na moji desni strani ne poznate, oziroma jih ne poznate, ker vsi ostali verjamem, da ga, naj povem, da je z mano legenda slovenskega alpinizma, gospod Viki Grošelj. Dobrodošel v Moravčah. Prijazen pozdrav vsem. Zdaj, prej smo vklopila kamere, smo ugotovila, da velikrat vas ni bilo v Moravčah. Da pa poznate eno goro, ki se imenuje Limberska, ne? Tako je, to je menda hišna gora Moravč in na njej sem bil seveda s očetom in mamo in bratom tako davno nazaj, da lahko mirno štejem med enega mojih prvih osvojenih vrhov, ko nisem niti vedel, kaj je to planinstvo, niti kaj je to alpinizem. Hudo. Zdaj, Viki Grošelj je več kot pol stoletja iskal, pa še vedno išče resnico v gorah, na vrhovih sveta in posledično v globinah samega sebe. A je tako? Na nek način ja, ne vem, če iščem resnico, ampak skušam dognati pač največ tistega, kar skušam raziskati, kar me zanima, ne. Skušam predvsem potešiti radovednost, ne. Kaj je pa resnica, je pa zelo relativna zadeva, ravno pišem predgovor eni knjigi, ko razmišljam o gorništvu in alpinizmu in se mi zdi, to je en tak bogat, raznolik mozaik, ki nikoli ne bo do konca, razjasnen in razčiščen od tega, kaj nas vleče tja, zakaj to počnemo in tako naprej, ampak da vsako razmišljanje prinese en tak dodaten kamenček, ki skuša to osvetliti, pojasniti ljudem, pa tudi nam samim, ne. In to je eno tako iskanje smisla, no, lahko rekel v tem včasih, pa zadnje čase, na žalost, precej nesmiselnem svetu, no, v katerem živimo. Se mogoče dokler še prideva, ampak toliko, da podam malo konteksta. Viki Grošelj se je uspel na 10 od 14 8 tisočakov na svetu, na tem planetu, na enega celo dvakrat. Iz enega 8 tisočaka je celo smučal, je tako? Res je. Na večino teh vrhov šel brez pomoči kisika. Ja. Dodatnega kisika, ja. Prvi Slovenec, ki je osvojil najvišje vrhove na vseh celinah, ne? Ta projekt se imenuje, kako že? Seven Summits, uradno, ker to je taka svetovna zgodba, ki se je ta svetovna alpinistična druščina umislila nekje konec 70 let prejšnjega stoletja. Dobitnik Bloudkove nagrade, častnega znaka Svobode Republike Slovenije, plakete Planinske zveze Slovenije in je član seznama Rock and Ice Stars po izboru samega Reinholda Messnerja. Kako je pa do tega prišlo? Ja, zanimiva zgodba, mogoče res eno mojih najljubših priznanj, ki sem jih dobil v življenju, tudi zaradi tega, ker je prišlo iz stroke ven, ne, se temu reče. Reinhold Messner je brez dvoma najprepoznavnejši in eden najpomembnejših alpinistov v zgodovini alpinizma, predvsem lahko rečemo, da himalaizma, ne, ki si je seveda ustvaril ne samo ime, ampak je to s tem svojim imenom dosegel neverjetno stvari tudi na izven področja alpinizma, ne. Med drugim je ustvaril verigo, gorniških muzejev posejanih po Dolomitih, ki skupaj tvorijo absolutno največji gorniški muzej na svetu, ne. In v največjem od njih, v Firmijanu, to je v Bolcanu, je pri vhodu v to mogočno poslopje, v bistvu nekdanji grad, na steno dal obesiti neko tablo, ki je poimenoval Rock and Ice Stars po njegovem izboru in nanjo opisuje po njegovem mnenju, ne, najpomembnejša imena svetovne zgodovine tako imenovanega tradicionalnega alpinizma.
Začenši tam v času med obima vojnama, na seznamu so recimo Anderl Heckmayer, ki je prvi preplezal severno steno Eigerja, potem italijanski legendi Riccardo Cassin, Walter Bonatti, potem številni plezalci iz seveda teh, rekel, alpinistično razvitih držav v tistem obdobju, ne, to so seveda Nemčija, Francija, Italija, Anglija, Amerika. Tudi kasneje so se pojavili tudi prvi plezalci iz tako imenovane vzhodne Evrope, vzhodnega bloka, ne, in seveda, kot gledaš tista imena, seveda samo strmiš, ne, to so bili naši idoli v mladosti, ljudje, ki so se nam zdeli, prihajajo z drugega planeta, ne samo iz drugih držav, ne. No in seveda ta njegova ideja o tem seznamu je pa zelo zanimiva, namreč, da prideš na ta seznam, moraš izpolnjevati 3 pogoje, ne, to je zabavno. Prvi je ta, da si bil v tistih najboljših letih svojega plezanja nekako tako dober ali pa zdaj si s svojimi dejanji nekako, rekel, naredil vtis na vso to svetovno himalajsko ali pa alpinistično druščino, da je poznala pravzaprav tvoje vzpone, ampak to je seveda samo polovica tega pogoja. Druga polovica je ta, da si znal vsa ta svoja dejanja ali pa vrednote, ne, nazadnje tradicionalnega alpinizma predstavi tudi širši javnosti, ne, ker ta zaprt krog alpinistov je nekaj povsem drugega kot pa širša javnost. In to seveda s pisanjem knjig, snemanjem filmov, svojo filozofijo, načinom plezanja, z inovacijami na tem področju in tako naprej, in šele potem seveda odkljukaš ta prvi pogoj, da te uvrsti na seznam, ne. Drugi pogoj je zelo enostaven, Mesner si je namreč nekako zamislil, da bo prav vsakega od njih, ki ga bo izbral v posvetu s tistimi, ki so že na seznamu, ne, da ga bo tudi osebno vprašal, če je pripravljen biti na tem seznamu, ne, ker ljudje smo lahko zelo čudni, no, in tule seveda ni bilo nobene težave, ne, mislim, da zdaj še nihče ni rekel ne. Tretji pogoj je pa tudi na videz zelo enostaven, v resnici pa ni tako zelo, kajti tretji pogoj je, da moraš biti star najmanj 70 let, ne, kar pomeni, da si v tistih svojih najbolj norih letih se skušal ali pa imel srečo malo, da si se pravilno odločil in da si pravzaprav preživel do tega leta, ne. No in seveda leta 2023, ko sem seveda bil star 71 let, sem ga obiskal poleti v Firmijanu, me je nekako pričakal pri vratih, tako pomeljivo pokazal na steno, rekel, si videl, ne, seveda na mojo veselje in veliko nekako zadovoljstvo, ne, sem tam na predzadnje, na 29. mestu, ne, ker jih pač po letih opisuje, vsako leto da gor kakšno ime, ali pa vsake 2 leti, ne. In seveda sem se na tem seznamu znašel tudi sam, kot prvi Slovenec, jasno želim si in upam, da bo čim prej še kakšen, ne, na tem seznamu, in seveda to veliko priznanje, ne jemljem samo osebno, ampak predvsem kot poklon celotnemu slovenskemu alpinizmu, ker jaz brez svojih alpinističnih kolegov se pač ne bi naredil do te mere, da sem bil pri Mesnerju opažen z vsemi temi stvarmi, ki jih nekako si je zamislil ali pa želel na ta seznam, ne, in sem bil seveda izjemno počaščen od tako imenovanih vzhodnoevropejskih plezalcev, ki smo prišli kasneje v stanje sploh, da smo lahko plezali take stvari, kot so zahodnjaki že pred nami, sva tako na seznamu pravzaprav samo 2, alpinistični kolega Vojteh Kurtika, prvi Poljak, in jaz kot prvi Slovenec. Seveda je bilo pa to, kot pravim, priznanje celotnemu slovenskemu alpinizmu. Takrat je bilo to majčkeno več govorjeno in pisano o tem, tudi malo novinarjem so jo spraševali, kako se počutim, tako ne bi se človek počutil drugače kot prima, ne. Sem pa seveda tudi stvari ko malo v šalo obrnem, ne, in sem rekel, pa še ena stvar se mi zdi strašno imenitna, so rekli, kaj pa, sem rekel, po dolgem času sem spet najmlajši član neke ekipe, ne, kajti Kurtika, drugi najmlajši, 5 let starejši od mene in še vedno sem nekako najmlajši, ne. Mal aludiram na zgodbo iz pred točno 50 let, ko smo ta čas, ne, pred pol stoletja plezali južno steno Makaluja. Ja, točno to imam pa zdaj naslednjo stvar, ker bo lih 50 let, ne, čez 2 tedna.
Ampak hotel sem reči, takrat sem bil najmlajši član odprave, ne. In potem vmes dolgo časa ne, ker si pač se staraš, ne, ampak zdaj po 50 ali pa 49 letih sem bil pa spet najmlajši, ne, v neki ekipi, ne. Nimam težave s starostjo, daleč od tega, ne. Itak je med me pozna mlada leta, ne, tako da star itak nisi nikoli. In skratka, lepo priznanje, kakorkoli. Ja. No, tega se absolutno moramo dotakniti, pa se lahko kar takoj. Te obletnice 50. Se pravi spona na Makalu po južni steni, prvenstvena smer, to je bil prvi jugoslovanski, takrat smo bili pač še del neke večje države. Tako prvi osvojen 8000 za slovenske alpiniste oziroma jugoslovanske. Za Jugoslavijo, absolutno za Slovenijo, kajti kljub temu, da je bila to državna odprava jugoslovanska, ne smo bili ne sami Slovenci, ne, in si ga toliko bolj upravičeno tudi Slovenci lastimo in štejemo. Krasna zgodba, moram reči, jaz sem po 9 letih takega, kar rekel, trdega gorniškega življenja, nabral dovolj izkušenj, da sem si upal kandidirati za člana himalajske odprave, bil sem izbran, presrečen, lahko rečem, in seveda takrat v vrhu sploh nisem razmišljal, bolj mi je šlo za to, da ne bi razočaral vodja odprave legendarnega Aleša Konaverja, ker me je vzel v moštvo, ne. In mogoče to razmišljanje sploh ni bilo tako slabo, kajti po dobrem mesecu dni plezanja sva z Ivčem Kotnikom kot tretja naveza celo uspela doseči vrh, ne. In to je bila za totalna himalajska zelenca, ker sva takrat oba bila, pomenilo preseči najbolj drzne otroške sanje, ne. Ko v tistih najstniških letih, ne, ko sem spoznal alpinizem, ko sem zvedel, da Himalaja sploh obstaja, da je to najvišje gorstvo sveta, sem si želel, da bi enkrat v življenju vsaj na lastne oči videl, ne. No, potem se je pa to zgodilo tako, da sem lahko tudi temeljito preizkusil svoje sposobnosti noter, pač dosegel ta izjemno želeni cilj, ki je pa na nek način zelo usmerjal potem moje kasnejše življenje gorniško, kajti naslednjega četrt stoletja sem se bolj kot ne po svetu izključno najvišjim vrhovom našega planeta, jih kar na nekaj se je uspel povzpeti in bistveno lahko rečem pripomogel, da smo jih Slovenci kot 9. nacija v naslednjih 20 letih tudi vse splezali, ne. In to je bil zanesljivo, tako bi rekel, najbolj pomemben projekt v mojem življenju. Zraven sem pa seveda počel še veliko drugih stvari, ki so me tudi zelo zanimale, ne. Zdaj, ko pride do govora o alpinizmu ali pa nečem takem, ki ste se šli vi, ne, je neizbežno, da ne pride debata tudi na pač prerane odhode z tega sveta, a ne, vse te nesreče in tako naprej. Pa mene zanima, koliko je to vas preoblikovalo. Ker verjetno ste bili toliko in tolikrat v situaciji, ko ste gledali nekak minljivosti v oči na zdravje. Kako vas je to preoblikovalo, no, bom tako rekel? Tako bom rekel. Pa bova to temo zdaj na začetku obdelala, zato da lahko pol stopnjujeva pa v dobrem duhu, pozitivnem duhu zaključiva. Sej tudi to ni nič negativno, ne, ni negativna razmišljanja, so pa sigurno bolj na nek način tragična, ampak tragičnost je sestavni del človeškega življenja, ne. To je dejstvo. Alpinizem je zame najlepša možna dejavnost na svetu, z eno pač žal pomembno črno piko, da je nevaren, ne. Nevaren je, ker nekaj procentov teh nevarnosti, ne, je tako imenovanih objektivnih, na katere še tako izkušen človek ne more vplivati, ne. Kdaj bo priletel kamen, kdaj se bo trgal nek serak in te pokopal pod sabo, na to nimaš vpliva, ne. Na to se seveda skušaš pripraviti, ker bereš in veš, da so to nevarne stvari, da je mnogo ljudi ostalo v gorah, tudi v Himalaji še posebej, ne, in se skušaš v svoji glavi nekako pripraviti, vrste mentalni trening se tudi greš, ne, ampak ko se to zgodi, se ti ves sistem sesuje, zadane te toliko bolj, ker si bi tako intenzivno zraven, ne, s človekom, s katerim si plezal, nekako uresničeval tiste svoje najbolj drzne sanje, se ti včasih celo pred tvojimi očmi, kot Nejca Plotnik, ne, ko sem videl, kako je zasul plaz,
pa Anteja Bučana tudi, ne, takrat se ti pa seveda podre svet, ne. In naj še tako gradiš, naj se še tako pripravljaš, pravzaprav te podre na novo, ne samo to, jaz trdim, da so vsaka smrt v Himalaji je pravzaprav hujša od prejšnje in se ne moreš navaditi nanje, ne. Ampak kaj potem, ne, ali znoriš ali pa skušaš tisto bolečino pretvoriti, spremeniti v en tak prijazen, lep in blag spomin na te ljudi, s katerimi si sanjal iste sanje in jih uresničeval, pa se jim je pač to zgodilo na njihovi poti. In ta drugi del, seveda pa zato rabiš leta in leta, ne, da nekako to predelaš in si pravzaprav na nek način vesel vsaj do te mere, da ti ljudje skupaj s svojimi sanjami živijo s tabo naprej, ker se jih nenehno spominjamo, ne. Nejc Zaplotnik, ne, moj res dober prijatelj, vrstnik, je danes po toliko in toliko letih od nesreče še vedno zelo živ in zelo prisoten, nenazadnje v knjigah, v filmih, tudi v tem najinem pogovoru. Kaj pa človek, ali pa kaj ste pa vi razmišljali na vrhu, recimo teh 8000-čakov, ko ste prišli na vrh pa dosegel, ne, te mejnike, kaj človek takrat razmišlja, pa kaj ste vi konkretno razmišljali, a se toče po prsih, glede kam je ratal, ali v bistvu tam gor vidiš, koliko v bistvu smo majhni pa neznatni v primerjavi z gorami, s celim svetom, s tem življenjem. No, Kaj človek razmišlja? Ko prideš na vrh, pride najprej do enega strašnega olajšanja, Okej. da ni treba več navzgor, ne. Ampak takoj, da to se pojavi skrb, kako za vraga bom dol prišel, ne, ker ta naš alpinizem je specifičen v tem smislu, da ko si pravzaprav na cilju, na vrhu si šele na polovici poti, treba je priti varno nazaj v dolino, kar je vse prej kot težko, in tam pravzaprav niti ni časa za kakšne evforične trenutke, ne smeš se prepustiti evforiji, ker je, bi rekel, najzahtevnejši, ne najtežji, ampak najzahtevnejši, ne, ker si že utrujen, prej lahko pride do napake, tudi ta evforija jo lahko povzroči, ne. Moraš biti nekako pazljiv, ne. In tisti občutki sreče in zadovoljstva, vsaj pri meni, da govorim zase, jasno, se pojavijo šele, ko si na varnem v dolini, ne. Ampak jih je pa toliko, da potem si pa pol leta čist miren, no. Nekako to podoživljaš, to skušaš potem tudi nenazadnje napisati, si nekako potisniti na, zdaj se moderno reče, na hard disk v možganih, ne, in to te na nek način zaznamuje. In to podoživljanje tega, ne, potem, ko si na varnem, je pa tisto ta pravo, takrat pa preprosto za to ni časa. Je potem takem alpinizem, a gre za šport, a gre za duhovno izkušnjo, ali gre v bistvu za umetnost, ko dostikrat se pojavlja izraz umetnost trpljenja, ali je miks vsega, kaj je to za vas? Vse to, kar ste našteli, ne. Spomnim se ene zanimive situacije tam takoj po vojni, ne, ko je še jugoslovanska država, ne, hotela tudi nameniti kakšna sredstva športu, pa so športnike povabili zraven, ne, v te športne sfere in organizacije, pa so se alpinisti uporabili, alpinizem je pa več kot šport. So rekli, okej, in ni bilo nobenega denarja potem. Tako da vedno zdaj vsi ostali previdno rečemo, mi smo šport, pa še kaj zraven. Okej, se pravi šport. Ja, absolutno je to šport, ampak jaz posebno ga jemljem kot eno takšno, dejavnost, meni strašno ljubo, kjer so vse komponente, ki ste jih prej omenili zraven, ne, od te fizične do duhovne, ampak jasno, vsak doživlja te stvari drugače. Je pa dejstvo, da to, bi rekel, bivanje v gorah in delovanje tam spodbuja ljudi očitno kar k tem, rekel, tudi težko bi rekel umetniškim, ampak tem nekako
da izraziš to s pomočjo seveda pisanja, fotografiranja, slikanja, tudi glasbenike so gore zelo navduševali in tako naprej. Tako da to je tak posrečen miks, no, jaz trdim, da je alpinizem ena taka lepa prispodoba življenja samega in čisto vse, kar mu lahko damo, paše nekako noter. Edino s tem se ne strinjam, včasih so tako malo v narekovajih alpiniste zmerjali s samomorilci, ne, in ker se ukvarjajo s stvarmi, ki so nevarne, ne, pa so nas potem tudi ugledni, možje iz te stroke, kot recimo doktor Janez Milčinski, je seveda zelo lepo zagovarjal, rekel, da med alpinisti ni našel nobenih depresivnih osebnosti, ravno nasprotno, zelo tako ljudi s trdnimi stališči. Jaz zase pa lahko mirno rečem, da ne poznam človeka, ki bi imel raje življenje, kot ga imam jaz, ne. Ampak tako, da vsaka stvar prinaša nekaj, kot pravim, izjemno pozitivne stvari, ki ti pomagajo, da se razvijaš v neko tako, rekel, celovito osebnost, pa seveda tudi ima kakšne take stvari, kot so prej omenjali, nevarnost, ne, ki pa na nek način spet daje te pa ene strašno pomembne izkušnje, ne, ker jaz pravim, da v alpinizmu lahko pridobiš izkušnje, ki se jih ne moreš naučiti iz knjig, niti z gledanjem filmov, niti študiranjem na internetu, ne, ampak izključno je samo z lastno izpostavljenostjo, ne. In to pa je tista vrednota, ki vsaj v tistih, rekel, najbolj resnih časih nam je, ali pa meni je, vedno raje govorim samo za sebe, težko govorim za druge plezalce, mi je to zelo veliko pomenilo. No, ko so že pri izpostavljenosti, ali pol lik zaradi te, bom dal navednice, namerne izpostavljenosti pol v očeh ljudi, običajnih ljudi, rekel, ta ekstremni alpinizem, ne vem, neumnost ali pa kakšno je splošno mnenje ljudi, po vašem mnenju? Splošno mnenje je v bistvu... A je zgrešeno ali je? Ne, jaz mislim, da je splošno mnenje ljudi zelo naklonjeno, ker je ta motivacija, ki jo mi imamo, ali pa nekje skušamo doseči nekaj na videz nemogočega, je to, jaz verjamem, tudi spodbuda za kogarkoli drugega, ne. Ali pa sem jaz spet tak človek, ne, mene vsak vrhunski dosežek, pa sploh ni nujno, da je na športnem področju, dodatno motivira, stimulira in sem navdušen, nekaj se da, to bom še jaz poskusil, skratka zelo pozitivno vpliva na moje življenje, ne. In jaz upam in verjamem, da smo alpinisti tudi s tem nekako bili ena taka, rekel, to težko rečem zgled, ampak ena taka pozitivna prispodoba nečesa, tako plemenitega, težko rečem, ampak kaj s tem, jaz jemljem alpinizem kot pustolovščino v najbolj plemenitem pomenu te besede, ne. To se pravi, to je nekaj takega, kar raziščeš, najdeš v tem tiste svoje, rekel, skrajne meje svojih sposobnosti, ki jih potem še dvigaš, ne. In kaj je lepšega, če to ni na račun drugega, morda seveda gre tako, pač je to pa je z naše strani malo egoistično, na račun naših družin, ne, ki to spremljajo, ne. Mi smo tam neki iskalci, ne vem, skrajnih meja in živimo neke svoje nore sanje, tisti, ki pa nas spremljajo pri tem, v tem vsakdanjem življenju, jim pa, moram reči, ni lahko, ne. Prej smo omenili knjige, ne? Zdaj, kaj pisateljevanje? Treba omeniti, da ste avtor 20 knjig, ne? Kaj za vas pisateljevanje? Tudi jaz imam sam eno mini izkušnjo s pisanjem knjige, a ne? Vem, koliko je to lahko tudi na momente mukotrpno delo, ali pa terja veliko vztrajnosti, a ne, od tebe in tako naprej. Pa me zanima, kaj pisateljevanje ali pa pisanje knjig za vas pomeni. A je to ali gre za golo podoživljanje, ali gre za neko terapijo ali za neko odgovornost podati naprej nabrano znanje, izkušnje pa občutke ljudem, zakaj gre? Kako vi vidite to? Meni so se vsa doživetja v gorah zdela tako strašno imenitna in intenzivna,
da sem se preprosto bal, da bi mi ušla iz spomina in sem si pravzaprav od prvih tur sem si to vneto zapisoval v nek dnevnik, čisto zase osebno, ne. Potem skozi čas je pa, sem pač kakšno to svoje, bi rekel, dogodivščino ali pa gorniško, razmišljanje, poslal celo na Planinski vestnik, ne, in na moje veliko začudenje je bilo to objavljeno. Ko se je to večkrat zgodilo, me je pa strašno presenetilo, ko so me iz mariborske založbe Obzorja, ker so imeli eno svojo tako linijo knjig Gore in ljudje, vprašali, če bi bil pripravljen za njih napisati knjigo, in takrat pa kakorkoli nisem prav plašen človek, se zdaj prvič v življenju ustrašil, ne, ker se mi je zdelo pa knjigo napisati, to je pa nekaj groznega, ne, oziroma zahtevnega, in jaz tega sploh nekako ne zmorem, ampak potem seveda, če je bila že pobuda z njihove strani, sem se tega lotil, jo napisal, oddal, in na moje veliko presenečenje je bila knjiga zelo lepo sprejeta, tudi zelo hitro razprodana, takrat še ni bilo toliko knjig, to je bilo leto 87, se mi zdi, in seveda sem potem zaradi tega nadaljeval, ker sem itak neke svoje zapise, impresije nekako, ali pa tisto, kar me je zanimalo, sem pisal zase, spoznal, da to zanima tudi druge, in so se te stvari potem zelo odpirale, da sva nenazadnje letos je izšla moja 20. knjiga, ne, kot ste rekli, očitno sem zelo dolgo časa že na svetu, pa veliko se mi dogaja, in vse te knjige so lepo sprejete, lahko rečem, ampak tisti moment, ki mi zdaj še dodatno dajo spodbudo, da kaj napišem, je pa dejstvo, da že pravzaprav vsa leta, kar hodim v Himalajo, ne, od leta 2015, pa ko sem tam doživel in pa preživel ta katastrofalni potres, ne, skušam skozi te svoje knjige nekako pa pomagati tistim ljudem tam dol, ki so v tem potresu zelo, bi rekel, bili prizadeti, in seveda skupaj z založniki, ne, sem se nekako odločil, da bom s pomočjo teh knjig, ne, ki jih pač ponujam na teh svojih predavanjih, nekako ta zbrana sredstva nekako potem spravil v Nepal in izročil tem ljudem, rekel, neposredno v roke. Na zadnjih 10 let, seveda po potresu, je to še toliko bolj intenzivno, in to je še en od dodatnih motivov, da pišem, ne, ker vidim, da so res lepo sprejete, dajo dodano vrednost, imajo to humanitarno noto, obenem pa tudi širijo to vedenje o gorništvu, alpinizmu, ki je pa, moramo pa to pa brez dvoma priznati, je pa taka zelo miroljubna dejavnost, no, ali pa naravnana pravzaprav nekako na dobro v ljudeh, ne. Jasno, ti se sam izpostavljaš, skušaš postati skozi čim boljši plezalec, obenem te pa to uči postati tudi boljši človek, tle pa ni dvoma, ne, kakorkoli smo alpinisti malo zadržani, včasih gledamo robati, ampak v našem nekako v genski zapis je, ne, da recimo v nesreči priskočiš na pomoč prijatelju, ne, ali pa ne prijatelju, ampak neznancu, ne. Tako da smo vsi vrhunski alpinisti bili vedno avtomatično tudi vsi gorski reševalci, ne, ki smo bili pripravljeni seveda sredi noči vstati, pohiteti na pomoč, tvegati svoje življenje za čistega neznanca, ne. Ampak to se nam zdi, meni še vedno nekaj čisto in popolnoma normalnega, da je to pač ta genski zapis, to je pa naša, bi rekel, nenapisana etika, pomoč drugim, in zato alpinizem tudi jemljem kot eno tako, bi rekel, pozitivno, pa kar lahko rečem, sočutno in humano dejavnost. Tukaj gre tudi verjetno pol za en tak zmagoslaven občutek, ko nekoga rešiš, ne, na drugačen način. Ja, seveda, A ne? No, to je ena od zgodb, ne, ko me sprašujejo zmagoslavje, no, to je tako veselje ob doseženem, ne. Tako. In ko me sprašujejo, kaj je kakšen mojih največjih dosežkov, ne, ponovadi malo razmislim pa rečem, pravzaprav to, da sem uspel uspešno koordinirati reševanje Tomaža Humarja z 80 Nanga Parbat leta 2005, ne, ko smo v res tveganih razmerah z minimalno možnostjo uspeha
pravzaprav sem začel koordinirati zadevo, ki se je v 6 dneh potem res živčne vojne srečno iztekla in tisto prvo reševanje štejem kot enega res svojih največjih alpinističnih dosežkov, pa v bistvu še s hiše nisem stopil, ne, ker sem to vse počel doma, ne, in to ti pa daje en občutek izjemnega zadovoljstva, še kasneje sem rekel, ne, če sem kdaj kaj slabe volje ali pa depresiven itak nisem nikoli, ampak se spomnim na tisto uspešno reševanje in sem takoj boljše volje. Ne. Tako da hočem reči, ti vložiš nekem napor v neko stvar, če uspe, ne, je ta občutek zadovoljstva, ne, saj meni zelo veliko pomeni, mi pravzaprav v tistih mogoče kakšnih drugih osebnih težkih trenutkih zelo pomaga, ne. Saj na eno področje ni pa nekaj ratati, pa to pa valjda ni tako zelo težko, da to ne bi prebrodili. Ne. Ja. Pa pojva za moment še nazaj k pisanju. Mene zanima, kakšna je vaša pisateljska rutina. Ker 20 knjig napisati ni kar tako, ne. Zdaj, kdaj to pišete? Kako najdete ali pa vam uspe izklesati ta čas za... Praktično nikoli ne pišem tako kot klasični pisatelji, ki se usedejo za mizo in potem pišejo, ne. Moji zapiski so pa to še vedno ta, rekel, pogojni refleks iz tistih prvih gorniških vtisov, kamorkoli grem, kjerkoli hitro zapisujem tisto, da mi ne bi kaj ušlo iz spomina. Pa je to lahko nek zanikaren loč v sredi nepalske divjine, kjer ob ognju, ki ti tako sili oči, da ko mi vidiš, hitro nekaj pišeš, lahko je to v spalni vrečki, moraš malo pihati v kuli, da še piše, ker je zelo mrzlo, lahko je na letališču, lahko je ne vem kje, skratka pišem, v letalih veliko pišem, ker ta potovanja so kar daleč, in ko imam to nekako zapisano in se mi zdi, da bi to lahko nekaj nastalo, potem pa to doma v miru urejam, dodajam, krajšam in tako naprej, tako da neke pisateljske rutine ali pa nekega prostora absolutno nimam, ne. Celo takrat mi je po svoje to je težko imeti, če ste večino časa bili na odpravah. Že tako, ne, to so tudi kolegi, ne, smo zelo se zabavali, klepetali na teh potovanjih, na odpravah, ne. Jaz sem pa vedno še zraven nekaj škrebljal, ne, in Stipe Božič, moj dolgoletni soplezalec himalajski, rekel, pa vsi smo se takrat malo smejali, ne, ampak zdaj jaz ti pa po svoje pa malo zavidam, ker meni je veliko stvari spomina ušlo, ne. Tako da nobene pisateljske rutine, tudi jaz osebno, kljub tem številnim knjigam se nimam za pisatelja, ne, ampak zelo iskreno pravzaprav popisujem svoje občutke, svoje doživetja, svoje seveda tudi strahove, ki so nujni spremljevalci tega našega početja, nismo nikakršni superheroji ali pa nadljudje, ker vse to zmoremo, ampak smo seveda v tem smislu popolnoma rekel, vsakdanji in človeški, kar je po drugi strani pa dobro, ne. Kajti recimo na teh predavanjih včasih mi rečejo, ne, joj, Blagor Venko, vas ni nič strah, ne, in jaz sem kar malo užaljen, nasprotno, mene je vedno strah in strah jemljem kot eno zelo pozitivno lastnost, ne, ker če si če te ni nič strah, ne, ali pa premalo, ne boš dolgo živ, ne. Če te je preveč, pa ne boš v take ekstreme in tule je treba najti nek tak yin-yang sistem, ki ti omogoča, da pravzaprav preživiš, da se kolikor toliko pravilno odločaš, in v tem smislu je strah zelo pozitivna lastnost, na nek način moj prijatelj, ne. Pa da zaključiva tale sklop v knjigah, bi vas prosil za eno, ne, knjižno priporočilo, lahko vaše knjige, ali pa ne bo ena iz sklopa vaših knjig, pa eno tujega avtorja, ali pa avtorja iz Slovenije. Ali pa več knjig, vse je, ne bova se zdaj omejevala, ne. Veliko jih je, ogromno dobrih knjig, ne bi rad delal nikomur krivice, daleč od tega, ampak zanesljivo še vedno, če bi in seveda, ker sem malo idiot, ne, se rekel, da pustimo, gremo na te gorniške knjige, absolutno Zaplotnik in njegova pot, to je bila v bistvu knjiga naše generacije, ki je preživela pravzaprav
do današnjih dni še vedno je aktualna in če komu kaj, bi sigurno rekel, da je to Nejčeva pot. Od tujih je pa ogromno, to moram reči, da ogromno berem, najrazličnejše stvari, da pravzaprav ne mine prosti čas, da ne bi imel doma na vseh vogalih postavljene knjige na morju, na počitnicah, ko sem v bistvu tak klasični zapeč, kar rabim senco, pa nekaj knjig, pa mogoče še kaj zapisati in se imam prima. Tako da predolg bi bil seznam, mislim, da bi se v tem lahko bi posnela novo oddajo, če bi začela vse v knjigah, ampak ok, recimo, absolutno je za naš del seveda Nejc Zaplotnik, če pa greva še malo v tujino, pa spet na to alpinistično področje, pa seveda knjiga Hermana Bula Nanga Parbat, on je bil veliki vzornik, ne, moj tudi, pa številnim generacijam, ne, plezalcev po svetu, tako da ti dve knjige jaz izpostavljam, je pa seveda ogromno novih, ki dodatno osvetljujejo pravzaprav in to našo dejavnost in pač življenje samo, ki ga mi gledamo skozi alpinizem. Jaz tako rečem tudi, da alpinizem je življenje in življenje je alpinizem, ne, in se lahko oboje to prepleta in seveda vpliva eno na drugo. A pol je tale, ki imamo na mizi Makalu, naslov Makalu, a to je prva vaša knjiga? Ta je zadnja moja knjiga. Ta je zadnja, ta je ne? 20, ja. Vse ostale, ki jih tule gledate, so... Ampak lahko je bila pa tudi prva, ne? Tako rekoč, ker je bila takrat, ne, in to knjigo seveda sem zdajle pa napisal pravzaprav pa... Tudi piše izdano ob 50-letnici vzpona. Ja, točno to, no, zato je prišla zdaj nekako na vrsto, tudi malo v počastitev tega jubileja, če se še malo pač na 50-letnico vrnemo, ne. Dejva, je čisto aktualen datum. Se mi zdi tako na nek način smešno, ne. Pred 50 leti nihče od nas v sanjah ni mislil, da bomo doživeli 50-letnico vzpona, ne. Takrat so nas čisto druge stvari zanimale in seveda ta knjiga je pa na nek način res poklon tej zgodbi, ki je skozi teh 50 let ni nič izgubljala na svoji, bi rekel, pomembnosti, ampak jo je celo malo pridobivala. In tudi knjiga je koncipirana tako, da ne govori samo seveda o vzponu na Makalu, ampak je tudi podnaslov, ne, prvi slovenski 8000 in čas po njem, ne, kar pomeni, da govori predvsem, kaj se je dogajalo na tistih okroglih obletnicah tega vzpona, na 10, 20, 30, 40 in 50, ne. Kaj se je takrat dogajalo, tako vem, da sem ob 10-letnici, nihče ni pomislil, da takrat kaj slavijo, ampak so bila zravno s Ninom Cedilnikom, mojim dobrim prijateljem, soplezalcem v Afriki, splezala sta neko prvenstveno smer na Kilimandžaro in se šele, ko so dan prišla, spomnila, da je 10 let, dokler smo v Makalu splezali, ne. 20 let kasneje je bilo zelo pomemben datum, ampak prosto nismo mogli praznovati tega, ker smo se tako intenzivno ukvarjali z Annapurno, to je bil pa naš zadnji 8000, ne, in smo ga takrat splezali, kar je bilo idealno za to obletnico, ne, po 20 letih smo splezali vseh 14, 30-letnico sem pa prvič si pa zamislil, tako že malo kot, rekel, proslavitev tega jubileja ali pa okrogle obletnice in sem tako malo v šali rekel posocialistično, ne, bomo delovno proslavili to obletnico, namesto da bi imeli doma neko akademijo, predavanje ali pa druženje. Sem rekel, pojdimo v Himalajo, pa splezajmo en lep vrh, ne. In so bili seveda moji kolegi alpinistični iz Makaluja zelo veseli, 6 se jih odločili, da gre zraven, ali 7, se ne vem, plus pa še nekaj prijateljev, in smo takrat posneli tudi film, ne, to je bil prvi od filmov te serije Velikani Himalaje, ki sem jih delal skupaj s televizijo Slovenija, in takrat smo prvič malo proslavili to obletnico, ne, tako namensko smo šli tja, ne, in ker je bilo tako prima, smo rekli, dajmo vsakih 10 let to narediti in ob 40-letnici, to je 2015, smo šli pa tudi torej se je imenovala odprava Manang na področje, kjer je Aleš Kunaver postavil to šolo za gorske vodnike. Obenem smo se povzpeli pod Manaslu, ki je bil tako tragičen za Nejca Zaplotnika, tako smo se obeh prijateljev tam na licu mesta nekako spomnili in potem seveda pač še splezali tam en lep 6000, da ne bi mislili, smo stari že čisto za stran vrš, ne.
Najlepša, lahko rečem, obletnica je bila pa jasno letošnja, ko sem pa tudi povabil vseh 15 še živečih članov, da grejo lahko z mano. Jaz sem se namreč odločil, da bom šel po 50 letih, kljub temu, da ogromno hodim v Nepal, pa pod Makalujem vsem tem času nisem bil. Sem rekel, da grem za spomin, malo obujati spomine, in večina je bila zelo navdušenih, nažalost, in nekateri že ne morejo nekako več, rekel, zaradi bolezni in pač drugih težav, niso bili več sposobni to prehoditi, ampak 4 smo pa vendarle bili, z nami šlo potem še, torej 4 veterani z odprave Makalu 75, zraven pa še nekaj naših prijateljev in znancev, in tako krasno romanje pod goro, lahko rečem, in smo jo doživeli vsej tisti svoji polnosti. Potem seveda še Nepalska planinska zveza nam je v muzeju v Pokhari, tudi enem največjih gorniških na svetu, priredila eno tako prijazno slovesnost. Tam smo odprli razstavo o tem našem vzponu, ki bo tam stala več kot 1 leto. Tako da smo tudi formalno potem vse to zelo lepo proslavili, in smo se skratka imeli prima. In vse to pravzaprav ta knjiga opisuje, tako da še daleč ni namenjena samo Makaluju, ampak ga postavlja v kontekst. Zakaj je pa to zelo pomembno? Ker trdim, da je ta prvi slovenski 8000-ak, ustvaril en tak strahoten potencial, Inercijo. ki se je pa potem, rekel, razpočil, eno tako, ali pa izvajal tako ogromno pozitivno energijo, kajti člani odprave Makalu 75, smo sodelovali čisto pri vseh prvih slovenskih vzponih na naslednjih 13 8000-akov, ne samo kot člani odprav, ampak tudi akterji. Tako da smo, torej Makalujevci, kot rečem, uspeli splezati kot prvi Slovenci, mislim, da še na 10 8000-akov ostalih. Vsega skupaj smo pa člani te odprave upravljali kar 23 pristopov na več kot 8000 metrov visoke vrhove, in to pa je evidentno bil res dober potencial, in zato ima ta odprava takšno vrednost. Jaz jo tako ocenjujem. Ne samo to, da smo splezali eno najlepših smeri in najtežjih v tistem času v velikih stenah Himalaje, ampak ta potencial sem jaz skušal tudi predstaviti v tej knjigi. To pa moram vprašati še, ker sva lih omenila 8000 metrov plus, kako izgleda smučati iz te višine? A lahko to malo opišete? Seveda. A ste bil takrat že skoraj 50 star? Ja, 49,5. 20 let sem sanjal o tem. Moram najprej pojasniti, da sem najmanj tako navdušen ali pa strasten smučar, kot sem plezalec. In to smučanje, celo malo prej sem začel s smučanjem, kot otrok tam na nekih lesenih dilcah nad vasjo Guncle. To me je tudi spremljalo vse življenje. In potem, ko sem videl, kako se da to idealno združiti, sem pa začel potem tudi s turnimi smuki, potem počasi tudi z ekstremnimi, in takrat je prišla ideja tudi, da je bilo fajn z enega visokega vrha smučati. 20 let sem sanjal, že malo kar v letih sem bil, in se mi je to malo izmikalo, ampak če si človek dovolj želi, jaz kar verjamem, da se zadeve uresničijo. In pri 49,5, mi je uspel tudi ta spust, in takrat se spomnim, ko smo neko slovensko kategorizacijo vrhunskih športnikov, sem s tem spustom prišel v rang nekega športnika mednarodnega razreda, in to je pri 50 letih pa super, ravno če nisi strelec, Raimond Debevc je še kasnejših letih dosegel veliko uspeha, ampak v teh veliko fizičnih športih sem prav fajn se mi je. Mimogrede pa konkretno, če sprašujete za smučanje, najprej začnite z nekoliko nižjimi. Ker to se mi pa, ko sem smučarski fanatik, je pa res, da smučanje z višine 8000 metrov, kaj do 7000, pa ni ne vem kakšen strašen užitek. Prej sem si namreč vedno sem se bal, da bo pobočja, po katerem drsim, že konec. Takrat
je pa strašno, se mi zdelo, če bil že čim nižje, ne, ker je to zelo naporno, pomanjkanje kisika, rabiš ga, seveda pri smučanju precej več kot samo pri hoji, ne, in po 2-3 zavojih te pokosi, ne. Padeš na tla, v zgornji del Čuvoja, del gore, 6. najvišji vrh sveta, s katerim sem smučal, je zgornji del malo bolj položen, ne, in po 3 zavojih si bil tako utrujen, si mogel se sesti na tla, ne. In potem sem se tam nadihal, ko si se mogel pa dvigati nazaj na smučanje, si bil pa že od tega dviga tako zmatran, se ne reš nazaj usedel, ne. Potem v pobočju je bilo malo boljše, ne, ker pa ti ni bilo treba sedati, ampak si se samo malo naslonil na steno in potem upal, da boš čim hitreje prišel toliko niže, da bo mehen več kisika v zraku, no. Skratka, izjemna pustolovščina, ampak začnite najprej z nižjimi vrhovi. Kaj sem si izpisal, ste tudi soustanovitelj mednarodnega združenja, ki se bori za zaščito neokrnjenega gorskega sveta, ne, tako pri nas kot v tujini, se imenuje Mountain Wilderness International, ne? Tako je, ja. Kako, a lahko še tole majčkeno razložite, kako je ta stvar zaživela in živi? Vodilni svetovni plezalci so ugotovila, pa tudi, moram reči, da imamo mi kar čutno za okolje, ne, so nekako ugotovili, da preveč človek prodira v to področje, mnenje mestnega, ki je bil eden od ustanoviteljev, ne, je bilo tudi to, da moramo zavarovati ta neokrnjeni svet, ker je to edina priložnost, da v njem seveda potem spoznavamo še svoje lastne meje ali pa dvigamo lastne sposobnosti, ker če z vsega narediš adrenalinski park, je to si uničen. Točno to sem hotel, lahko združite s tem vprašanjem naslednjim, koliko se je to spremenilo v vseh teh desetletjih, bom rekel, a ne? Se pravi, ta ekstremni turizem, kaj zdaj predstavlja, pa koliko je to impakta na naravo, a ne? Ker verjetno ga ni malo, ne? Zelo je, če to lahko povežete. Mountain Wilderness naj bi bil združenje, ki skrbi za zaščito neokrnjenega gorskega okolja, ne. Zdaj, po teh letih bi ga mogli spremeniti, da služi za zaščito čim manj okrnjenega gorskega okolja, ker razen na Antarktiki, ne, neokrnjenega okolja pravzaprav tako rekoč ni več, ne. In s tem smo na nek način mi tudi malo sami krivi, ne, ampak po drugi strani pa res se ne moramo kriviti, da se ta ekstremni turizem tako razvija, ker ti standard se dviga, ne. In vse to v Himalaji na nek način ni nič novega, kar se dogaja v gorah, ker se je to pred 70 leti dogajalo v naših hribih, ne. To večkrat poudarjam, da recimo pred 100-150 leti je bil vzpon na Triglav vrhunsko dejanje. Ničesar ni bilo, potem pa ljudje kot ljudje, ne, namesto da bi svoje znanje prilagodili zahtevam gore, so raje goro prilagodili svojemu znanju in so razbili malo tiste težke dele, dali jeklenice, še med malim Triglavom in velikim, ne, jeklenica ni na tleh, ampak na kolih, tako da španciraš kot na sprehodu, ne, kar seveda ni prava pot, ne, za moje pojme. Po drugi strani seveda ne moramo negirati teh zgodovinskih razmišljanj, ampak sem pa v vsakem primeru zato, da se pa novih poti ne nadaljuje, ne, ampak da moramo to divjino, neokrnjenost vsaj do neke mere absolutno ohranjati. Se pri nas tudi nismo bili tako daleč od tega, ta Martuljški konc gora, ne, je bil že od nekdaj nekako namenjen brezpotjem in bolj po nerezerviran v narekovajih za alpiniste ali pa za raziskovalce, ne. Seveda, vse to se je pa zdaj zaradi dviga življenjskega standarda pa jasno preselilo najprej v Evropske Alpe, ne. Leta 2000 sem zadnjič vodil na Mont Blanc, v vrsti sem hodil od predzadnje koče do vrha in nazaj dol in sem si rekel, da to pač nima nobenega smisla in da tega ne bom in res od takrat nisem šel več na Mont Blanc. To se je potem vse dej preselilo pa tudi v Himalajo, ne. Seveda ostati recimo na najvišji gori sveta ali pa na kakšnem visokem vrhu, 8000 je želja marsikoga, nenazadnje tudi neka referenca, ne, ne govorijo za manj, ne, da so neka prizadevanja športnikov, znanstvenikov, pa njihov Everest, ne, in je to fino in seveda več ljudi, ko prihaja tja,
večji je, rekel, onesnaženje oziroma pritisk na to naravo in tule imajo pa Nepalci zdaj zelo veliko dela, ne. Pa ne samo Nepalci, ne, se tudi mi pri nas se soočamo nenehno, ne. Mogoče je bolj zanimivo brati, da na Everestu gneča pa odpadki, kot pa da se pogovarjali, kam Cinkarna Celje odlaga svoje stvari, ne. točno. Skratka, to je tak svetovni problem. Jaz osebno sem tako malo optimist in na dobro naravnan in razmišljam, da je za vse ljudi povsod na nek način dovolj prostora, samo biti moramo odgovorni do tega prostora, ne. In jasno je, da zdaj tudi te, rekel, vodja tako imenovanih komercialnih odprav, to ni več alpinizem, ampak bolj ekstremni turizem, ne, na nek način po najboljših močeh skrbijo za to. Iz enega preprostega razloga, čisto komercialnega, ne, skušajo za sabo pospraviti vse, kar je pod goro, zato da naslednje leto ne bojo naslednje skupine pripeljali na kup smeti, ne, potem bojo ljudje počasi nehali hoditi, ne. Se zelo trudijo in lahko rečem, da tisti bazni tabori, kljub temu so zdaj enormno obremenjeni, so relativno čisti, ne. Tudi te odpadke prenašajo, torej človeške iztrebke, ne, prenašajo dol na polja, ne, ta vaška, in eden bolj cenjenih poklicov v Nepalu recimo je tako imenovani shit driver, ne, ki so domačini, ki z jaki tovorijo te velike plastične sode, se to steka, nabira, to nosijo dol na polja in je to relativno dobro rešeno, ne. Veliko več problem je pa ta ostali problem, tiste enormne embalaže in tega, kar prihaja gor, ki pa nima sistema recikliranja, kaj šele odnašanja, ne. In seveda ob takem ne samo enormnem prihodu plezalcev, ampak tudi trekerjev, torej pohodnikov, ki prihajajo gor in evidentno prineseš pač neke smeti ali pa zaradi tebe so ustvarjene, ker ljudje, tisti, ki ti domačini ponujajo pač hrano, prenočišče in ne vem kaj še vse, seveda je to pritisk na okolje, ne. In tega najbrž nimajo razdelanega, kot vem po zadnjih podatkih, ko eno vzporedno dolino uporabljajo kot dolino za smeti, ne, ki se tam pod Everestom nabira, in to so veliki in ključni problemi, ne, ki jih bo moral svet na vseh področjih razrešiti, ne. Še v gorah je mogoče manjši problem, kot so pa naša morja, ne. Morja, ja. Kot so pravzaprav vse naše okolje, ne. Počasi bomo ratali čedalje bolj plastični, ne, ampak to so Do ene mere smo že, ne. Ja, smo, ne, to so te kompleksni problemi, ki jih jaz vidim, zaznavam, ampak z eno tako seveda prijazno naklonjenostjo, ker se mi zdi, da je ta svet gorski tako izjemen, tako lep, da ga ne moreš prepovedovati nikomur, ne, vsak ima pravico pravzaprav plezati na te gore, ampak pri tem mora biti pa odgovoren do te mere, da poskuša vse tisto, kar je prinesel tja, spraviti tudi nazaj, in če bo to To je pa tisti praktičen nasvet, kako... Absolutno praktičen, pa še nekaj, ne, jaz sem zelo navezan na te Nepalce, torej na ljudi, ki so po mojem res tako načeloma prijazni ljudje in hočejo, vedno te vprašajo, kako si, a ti lahko kaj pomagam, ne, to ne doživiš, no, čisto povsod, ne. In jim želim dobro na nek način, ne, in zakaj ljudje, ki prihajajo tja, so spremenili te revne doline pod Everestom v relativno kar premožne, ali pa se je standard ljudem tam močno dvignil, ne. Sploh pa te šerpe, ki so začeli izgubljati delo na himalajskih odpravah, ker ost himalajizma se je usmerila, da je ta vrhunska, v to, da ti ne rabiš šerp, da so ekipe zelo majhne, da ti rabiš mogoče te pomočnike samo v baznem taboru, ne, za kuhanje ali pa za transport, da pridejo do tja na gori, pa vse delaš sam, ne. So oni v tem smislu ostali brez dela, ki jim ga pa nekako rešujejo ali pa celo seveda širijo pa tako imenovane komercialne odprave, ta ekstremni turizem, in domačini šerpe so zadnji, ki bi bili za to, da se to omeji, da se zmanjša in tako naprej, ker bi ostali brez dela, ne. Tako da jaz do neke mere to dopuščam, to so pravzaprav njihove gore in je prav, ampak to, da pa jih bo pravzaprav samo
narava njihovega dela prisila na to, da bojo na to bolj pazljivi, pa da bojo to nekako sistemsko reševali. Tule sem si napisal, ko ljudje pomislijo na Himalajo, si predstavljajo dostikrat trpljenje in izjemno resnost. Ne. Zdaj pa mene pa zanima, lahko tudi to pokomentirate, pa pol me zanima mogoče kakšna res taka humorna, zabavna anekdota, ki verjamem, da jih je čuda, a ne, v vašem repertoarju. Kakšna, ki vam zdaj pride na misel. No, že to je, kar ste omenili, je anekdota. Jaz to tudi, vsak ob besedi Himalaja se zdrzne in pomisli na kri, znoj in solze. Ne. Ampak je daleč od tega, kajti Himalaja do višine te 5500 metrov. Pravzaprav en najlepših, najbolj prijaznih, najbolj mamljivih krajev za pohodništvo. Ne. In do te višine, kot je, trdim, da je hoditi po teh Himalajskih... A to je do 500? Ja, do 5500, recimo. Okay, to, kjer recimo ta razgledni grič nad baznim taborom pod Everestom v povprečju, ne, lahko je tudi mogoče še kje tudi do 6000 prideš brez težav, ne. Ampak do te višine je pravzaprav hoja vsaj po Nepalu, ki je najbolj, rekel, obiskan predel Himalaje, nekaj najbolj prijetnega, celo lažje in manj tehnično zahtevno, kot pa hoja po naših hribih, po zavarovanih poteh, ne. Ker tam zavarovanih poti praktično ni, ker jih ne rabiš, ker je to, kljub temu si 5000 metrov visoko, si še vedno na dnu doline, ne. Ampak ta okolje je res noro in lepo, ne. Težave se potem začnejo seveda ali pa resnost plezanja pa v višinah nad 5500 metri ali pa nad 6000, ki se potem potencirajo, ne. To pomeni, da se na kvadrat, recimo iz 6 na 7000 metrov, je neprimerno manj težavno priti kot iz 7 na 7500, ne, pa še to manj kot na 8 ali pa skoraj na 9, ne, če gledamo na Everest, ne. Tako da tisto je zahtevno, ne. Tudi ta višinska bolezen, ki je sestavni del tega človekovega prilagajanja na višino, do višine 5500 metrov, razen mogoče malo slabega počutja, glavobola, ki ga zlahka opraviš, s tem, da greš nekoliko niže, ni problem, ne. Tam zgoraj pa seveda, ker se ti ne moreš hitro spustiti v nižje predele, je pa lahko to smrtonosno, no. Tako da imajo tako specifiko, ampak daleč od tega. Jaz trdim, da je Himalaja, predvsem nepalska, ne, ker je to zaradi ljudi, ki sem prej omenil, tudi religije, ne, ki je tam malo starejša in avtomatsko zaradi tega malo bolj prijazna, je meni pisana na kožo, no. Veliko bolj kot Pakistan, ne, kjer je nekoliko mlajša religija, islam, in so ljudje temu primerno ostrejši, da uporabljam tak prijazen izraz. Tudi to kaže, ne, recimo v nepalskih Himalajih sem bil več kot 60-krat, v pakistanski pa 4-krat. In to tudi malo na račun tega, da nam je tisti del, prav zaradi ljudi, ne nazadnje tudi okolja, ki je precej bolj zeleno, ne, v Pakistanu gore izraščajo tako rekoč iz puščave, ne, bolj pisan na kožo. Tako da... Pol, če sem prav zastopil v baznem taboru, se zgodi kakšen štos, smešna anekdota, od 6000 naprej je pa tega precej manj. Tega manj, ja, ampak teh štosov je bilo pa seveda ogromno, ne. V bistvu mi na teh himalajskih odpravah živimo neko tako posebno življenje in tudi imamo neko posebno komunikacijo. Če bi nas tam kdo opazoval, ne, bi rekel, ti ljudje morajo biti po sili razmer skupaj in vsi so skregani med sabo, ne, kajti to gre skozi en tak robat humor na meji pravzaprav žaljivega že, ampak zakaj, ne? Tisto, kar počnemo, je strašno resna stvar, ne, in seveda smrtno nevarna, to si moramo biti na jasnem, in če bi se tako tudi potem smrtno resno lotevali, tam rabiš neko protiutež, ne. In spomnim se na tako, če ste že s Marjanom Manfredo sva leta 79 na zahodnem grebenu Everesta splezala en hud, težaven del, ga zavarovala z vrvjo, pri tem dobila hude omrzline, ne, in nisva mogla potem nadaljevati, ampak so na podlagi tega preplezane stopnje najine vrvi
potem ostali lahko dosegli vrh, ne. Vrnili smo se domov, ne. Jaz sem pač moral biti nekaj časa v bolnici, da so mi sanirali tiste omrzline, ne, malo so mi porezali meso, kosti so srečo ostale okej, nohte so mi dol potegnili že tam, ne. To ni nič bolelo, ker je to pač zmrznjeno, še vem, da sem sam fotografiral to, ne. In potem seveda se je to začelo nekako dobro celiti, ne. In seveda celo nohti so mi začeli nazaj rasti in se potem prijateljem z odprave pohvalim, ne, sem rekel, fantje, nič se mi ne pozna, celo nohti so mi nazaj rastejo, ne, in so me tako sočutno so me gledali, sem rekel, kaj? Sem rekel, ne veš, česa ne vem? Ja, nižje, ko je razvita žival, lažje obnavlja svoje ekstremitete, ne. To je bil ta naš način pogovorov, ne, ampak kot pravim, to je tudi Nejc v svoji knjigi lepo napisal, ne, ko se srečamo med sabo, ne, tako zavzdihnemo, ja, Madona, spet ti, ker ne morem imeti miru pred tabo, ne, ampak prav to v našem žargonu pomeni, kako vesel se, da so se srečali, da rabite kar objel, ne. Tako da to je to in iz tega je potem nastalo za še eno oddajo. Super, zdaj sem veliko v Himalaji govorila, ampak v času korone ste se pa posvetil bolj našim koncem, a ne? Ste pa niste veliko, ne vem, predvideja niste veliko krog hodil, ali pa ne toliko, kot prej pa potem. Ste se pa lotili enega projekta, ki ga moramo omeniti, se pa imenuje Krona Slovenije, a ne, zaradi te Krone Slovenije tudi da midva klele sediva pa se pogovarjava, so se spoznala, pa me zanima, pa če lahko poveste za kakšen projekt gre to, kaj predstavlja? Krona Slovenije je izključno nastala zaradi korone, ne. Ne, da ne bi hotel takrat iti še kam drugam po svetu, ampak nisem mogel, ne, takrat so bile te ustaljene poti zaprte, seveda se pa nisem doma prepustil malodušju, ampak mi je prišlo na misel, da bi bilo fino, če bi uresničil eno svojo davno idejo, željo, za katero takrat ni bilo časa, ker se mi bile stvari po svetu dogajalo, da bi šel peš iz mojih rodnih Guncev, to je vas na robu Ljubljane, zdaj smo že sestavni del Ljubljane, peš na Triglav in takrat, kaj češ lepšega, potem, ko so se vsaj te občinske meje odprle, da ne bi to takrat naredil, časa sem imel dovolj in sem se potem nekako zamislil, da če sem že prišel na Triglav, zakaj bi se po isti poti vračal, zakaj pa če bi šel čez Savo, pa na Karavanški greben, pa potem seveda še do Jezerskega nekako prišel, pa čez Grintovec, prišel do Kamnika in naprej, potem še preko Šmarne gore nazaj, ne, v izhodišče, ne, tako rekoč po eni strani iz moje ulice odkorakam levo, ne, čez 14 dni se pa vrnem po desni strani, ne, in je ta ideja mi tako, lahko rečem, zelo zapolnila ta moj tisti čas prisilne karantene, ne. Tako da sem še takrat raziskovati to pot, ne, si želel tako najbolj zanimive predele nekako poiskati v tem krogu, vem, da sem še 30krat raziskovati ta določena področja, da se v Visokogorju nikoli nisem izgubil, v Sredogorju pa vsaj 10krat, ampak to je bilo še dodatno zabavno. Tisto, kar me pa očaralo, je bilo to, ko sem spoznal, kako je pravzaprav Slovenija še dodatno lepa, ker prej zato sploh nekako nisem imel časa, koliko zanimivih stvari lahko vidiš na tej celotni poti, ne. Tako da sem bil čisto očaran do te mere, da sem potem se odločil, da bom naredil neko knjigico, vodnik o tem, ne, in jo res poimenoval Krona Slovenije. Ja, saj malo klele, tole res ena taka, lahko rečem, prijetna zgodba, na koncu je ta tudi v zemljevidih je čisto natančno označena, kje poteka, gre pa tako, kot sem zapisal, ne, da je to ena taka tudi prijazna zgodba za vse, za tiste ljudi, ki hodijo po njej, za tiste ljudi, mimo katerih to vodi, ne, skozi te naše pokrajine, občine in tako naprej, pa obenem je na nek način nehote postala tudi zelo moderna ali pa aktualna, kajti s tem, če greš ti peš, ne, iz Ljubljane
na Triglav, pa potem po drugi strani se vrneš, pa ta res tvoj ogljični odtis zmanjšaš nekako na minimum, ne. Naslednja stvar je bila tudi dokaz, da lahko iz Ljubljane pravzaprav prideš na najvišje vrhove Slovenije, lahko tudi peš in skozi to, rekel, mobilnost, ki jo zdaj skušamo nekako omejevati, je to sila aktualna zgodba. Res je, da moraš imeti malo več časa, ne, in mi upokojenci, ne, si lažje privoščimo kot pa tisti, ki so v službah, ne. Ampak tisto, kar me je zelo dodatno razveselilo, je, kako je ta Krona Slovenije zaživela, ne. Ni minil pravzaprav teden, odkar sem to objavil, da me ne bi ljudje kaj spraševali o tem za kakšne podatke ali pa veseli povedali, da so jo prehodili v različnih časih. Že noter sem na začetku napisal, ne, da tekači bojo želeli prehode čim hitreje, uživačem pa priporočam, da jo čim kasneje, ne. In je to res taka prijazna zgodba, 10 do 14 dni, ki živi zdaj svoje življenje in sem ga zelo vesel. Celo knjiga je ena mojih bolj uspešnih, pa saj so vse kar v redu, ampak ta je bila pa prevedena tako v angleški kot v češki jezik, ne, tako da je postajal, v narekovajih, malo svetovno znana. Trdim tudi, da vodi po eni najlepših pokrajin v Evropi, ne, kar Slovenija brez dvoma je, in jo priporočam vsakemu. Je pa tudi nabor ljudi, ki se lahko z njo poistovetijo, je strahotno širok, ne. Od tistih, ki jo bodo hodili 10 let ali pa 15, samo čisto po delih, ne, je pravzaprav krasna ideja za kakršenkoli izlet, do tistih, ki pa nekako, rekel, skušajo pa tudi nekako razvijati ali pa iti do skrajnih meja svojih sposobnosti, pa jih malo dvigati, ki jo pa želijo čim hitreje, ne. In spomnim se pred leti, ko sta me dve dekleti, pravzaprav dekleti že kar tudi malo tam med 40, ena tudi malo čez 50, gorski tekačici sta rekli, da bi jo radi pa čim hitreje pretekli, pa sem dal malo podatke še, pa sem rekel, kako boste ravno mimo moje hiše, ker štart in cilj nekako je tam 50 metrov proč od mene, da naj se oglasita, in res sta se, ne, res, da ni bil rekel planinski pohod, ampak dejansko tek, ne, zlasti v tekaški opremi, vse tisto najnujnejše sta sušila na majhnih nahrbtničkih. In jaz sem jo takrat, vem, da prehodil v 10 dneh, pa sem jaz sem kar dober, ne. Punci sta jo pretekli v 7 in sem navdušen, pa v šali malo užaljen, ne, da sta tako dobri in hitri, ne. Ampak to se seveda ni končalo, ne. Ravno letos sta jo dva gorska tekača pretekla v 4 dneh, ne. Vrhunsko dejanje, globok poklon in seveda tudi čisto navdušenje, tudi spoznali smo se potem zelo simpatično. A sta dobro zrihtala, Matej Mato Hribar pa Aljoša Smolnikar? A sta se izkazala, čisto med nami? Izkazala vrhunsko, ne. In tisto, kar mi je bilo, ne, tudi, mislim, da je Mato tudi rekel, ne, da je to mogoče še en tak dodaten impuls, izziv, da se to mogoče da še malo skrajšati, ne. Zakaj ne? In to mi je lepo, ne. Lahko se res vrhunski športniki ne ukvarjajo z njo, pa tisti res uživači, ki jo lahko delajo 30 let, kot jo obdelam jaz s svojimi Guncljani, krajevna skupnost Gunclja, kjer živimo, namreč vsako leto naredimo delček te poti. In zdaj tisto, kar sta tekača naredila v enem dnevu, bomo mi naredili v 6 letih, se mi zdi, ker je trenutno smo na Starem vrhu, pa že 4 leta hodimo. Tako da je naslednja ruta bo do Zalega Loga, potem pa še na Sorico, skratka. Veliko veselja je ta zgodba naredila, tudi nekaj za prepoznavnost Slovenije. To mi je bilo všeč, ker ko jim je ravno izšla v angleščini, to je bilo leta, torej mislim, 3 leta nazaj, ko so bile olimpijske igre v Tokiu in je slovenska odprava, mislim, da 300 teh knjižic odnesla tudi tja, tako da smo bili na olimpijskih igrah s to zgodbo prisotni in so jo menda tisti, ki so jim to pač podarili kot eno tako reklamno gradivo, so o Sloveniji zelo lepo sprejeli in kaj češ lepšega. Ja, super. Mislim, da so zdaj na točki, kjer pa lahko se malo, evo še tele teme dotaknemo ali pa enega nasveta, ki bo prišel iz vaših ust
vsem mladim ali pa mlajšim, nadebudnim alpinistom oziroma tistim, ki se nekako lotevajo tega športa, pa so čist na začetku. Imate kakšen nasvet? Ne smučati z 80 čaka, to je jasno. 37 let sem bil športni pedagog in zelo nerad dajem nasvete. Ne? Ampak, če pa bi že moral nekako povedati, bi pa rekel to, kar sem učil tudi svoje otroke, v osnovni šoli Pirniče, ko smo hodili v te številne šole v naravi. Ne? Narava je nekaj najlepšega, kar nam je dano. In če se v njej nekako dobro počutiš, znajdeš, te bo ogromno naučila, predvsem ti pa nikoli v življenju ne bo dolg čas. Ne? In seveda tudi takrat nikoli nisem navduševal učence za recimo alpinizem, ne? To je bilo kar malo neodgovorno z moje strani, treba je, ne se odločajo potem, ko so stari 18 let, a jih to zanima ali ne, ampak to, biti z naravo, jo gledati in z njo govoriti, to je seveda rekel Tolstoj, ne, se mi zdi ena taka krasno vodilo za življenje. No. Tudi pomembno je, da ne zgubljamo tega stika z njo, ne. Saj vemo, kako da živimo, ne. Pozimi si stanovanja grejemo, da nam je bolj udobno, poleti jih hladimo, da je bolj udobno, in tisti geni, ne, za preživetje počasi malo krnijo. Fino je, če jih vzbudimo, ker bomo s tem tudi se zavedali dragocenosti te narave, katere sestavni del normalno smo, in bomo znali jo tudi bolj na nek način čuvati ali pa sobivati v njej brez tega minimalnega rekel, negativnega vtisa ali pa odtisa na njo. No. To je čist preprost nasvet, pa predvsem to, da narava ponuja toliko različnih možnosti, ne, da je govorništvo samo eno od njih, ne, da čisto vsak lahko najde kaj v njej, čuvajmo jo pa. In v kakšni meri se zdaj ta vaša filozofija razlikuje od tiste, ki jo je Viki vse gojil, ne vem, ko je bil star 20 let, 15 ali pa še preden se je Orang lotil gora? Ne dosti, ampak takrat je bilo vendarle malo drugače. Da? To je taka prispodoba, lahko je pa primer, lahko povem, v tistih letih ali pa na prvi odpravi, recimo, ko smo še pri 23 pod Makalu, smo bili strašno srečni, če smo kje kakšno smet zagledali, ker smo videli, da smo na pravi poti. Tudi na gori, kje ne, kakšni ostanki so, hvala Bogu, nismo falili. Ne. Zdaj pa seveda imamo velike probleme, kako te, rekel, odpadke ali pa človekov vpliv nekako zanulirati ali ga spraviti nazaj dol. Ne. To so te razlike. Ne. In tega se tudi globoko zavedamo. Ne. Mi smo takrat hodili v relativno res neznana, neukarjena področja. Že takrat je bila tam naša, mislim, ekološka zavest kar na visoki ravni. Zdaj je pa to, ne samo, da je na visoki ravni, postala nuja. Ne. In na to moramo biti pozorni. No. Pa še enkrat, nočem biti pedagoški daleč od tega, ker narava nam bo prej ali slej pokazala, da delamo narobe. Ne. Naravi v končni fazi vse. Ne. Ker če bomo pripeljali to do nekega kolapsa, bo to nas ne bo več, pa se bo počasi revitalizirala, ne, na drugačen način, ampak zakaj ne bi malo popazili, da se bomo imeli dolgo časa fino. Pa to ni pomembno toliko zame, ne. Jaz bom sam še 50 let hodil, šalim se po svetu, ampak predvsem mlade generacije pa mora biti pozorna na to, kaj se jim dogaja, ne. In kaj je zdaj smiselno. Res rabimo toliko, kot potrošimo, in seveda s tem škodimo okolju. Ne. Še enkrat, nočem zveneti pedagoško, ampak to so neizpodbitne resnice. Ena od boljših knjig sem jih zadnje čase bral, je Platonovo Maščevanje, en ameriški antropolog odlično piše, ne, o tem, da je cela Zemlja taka pulzirajoča celica, ne, na katero moramo biti pozorni, da je edina religija in edina
ideologija je ekologija, ne tista prava, ne tista lažna, ko včasih s pretiranimi ekološkimi ukrepi delamo škodo, tako da mimogrede to zelo priporočam v branju, spet so pri knjigah, katero Platonovo maščevanje, knjiga, ki je absolutno vredna pozornosti in jo je tudi napisal ne kot neko učenjaško razpravo, kot sam pravim, pa kot izzivalni esej, da se ljudje zdramimo in tako zelo preprosto piše, kaj se da, kaj se ne da, govori, da so recimo, en primer, velemesta totalno preveč potrošijo, da je smiselno živeti v skupnostih, ki naj bi šteli okrog 7,000 ljudi, ker bi se v tistem pravzaprav najbolj prilagodili tem pogojem, da trošimo enormno energijo, ki pa ni neskončna, za totalne bedarije, ne nazadnje za osvetljevanje, ne vem, planeta po nepotrebnem, ki škodi tudi drugim vrstam. Ta biotska raznovrstnost je pravzaprav rešitev. Vsi smo pomembni, daleč od tega, da bi bili samo ljudje, čisto vsak košček je. To je to, na kratko. Super. Kje vas lahko ljudje najdejo? Vaše knjige, pa ne vem, informacije o tem, kje so kakšna vaša predavanja, pa to, ki se s tem ukvarjate, kaj bi bil najboljši kontakt? Absolutno najboljši kontakt je seveda moj mail, tako da tam se lahko ga povem, če to na mailu pa nisem Viki, ampak sem Viktor, Skratka, Viktor.Groselj. To pa tudi jaz vem. No, evo, afna, potem pa guest, angleško, GUEST, .arnes.si, to je ta šolska oziroma akademska mreža, ki mi je še ostala od moje službe. Če karkoli v zvezi s tem zanima, je to. Drugače pa eno od predavanj, mogoče malo bolj tako pomembno, bo pa res 24. novembra. To je ponedeljek v Linhardovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bomo skupaj nekako se spomniti 50-letnice Makaluja. In seveda prijazno vabljen kdorkoli, drugače pa seveda z veseljem pridem tudi v katerikoli kraj v Sloveniji, sočasno zdaj ob tej obletnici, ki je ravno v tem času, smo pripravili tudi razstavo o tem, ki trenutno potuje po Sloveniji, trenutno stoji v moji rojstni vasi v galeriji Guncle, tam si jo lahko ogledate, potem gre v Kranj, iz Kranja gre v Mojstrano, iz Mojstrane gre ponovno v Ljubljano, najprej na Gospodarsko razstavišče, potem v Cankarjev dom, ravno v tistem času, ko predavanje, pa potem, mislim, da v Šmartno, v Paki, v Velenje, po novem letu pa imamo že zorganizirano turnejo po Hrvaški, od Reke preko Karlovca do Zagreba in tako naprej. Skratka, ogromno se dogaja na tem področju, tudi z veseljem lahko rečem, vkolikor mi čas dopušča, pridem v katerikoli slovenski kraj, to z veseljem predstavim, tako pač mojo dejavnost, kot ne nazadnje knjige, katerih morebitni skupiček, ki nastane, pa porabljam za te svoje humanitarne projekte v Nepalu, kjer ne gre več toliko za pomoč po potresu, ki je zdaj bolj kot ne saniran, ampak so se odprle seveda ogromna področja za to tako imenovano pomoč ljudem, ki jo potrebujejo, nenazadnje šolanje teh otrok, naših prijateljev, šerp, s katerimi smo plezali in so se ponesrečili, recimo šolamo ne samo sinove, ampak že vnuke teh ljudi, to so take zelo ganljive in lepe zgodbe in če koga to dodatno zanima, če bi želel pomagati, se seveda lahko slišimo in dogovorimo za kakšno vsestransko zanimivo in lepo srečanje. Superca. A ima energije, ampak ima energije še za zadnjih 10 kratkih vprašanj s kratkimi odgovori? Deva, da zafiniširamo. Če smo slezali na Himalajo, tega ne bi zmogli. Evo, odgovori so pač čim krajši, lahko ena beseda, lahko en stavek, se to ni pomembno. Jih je pa, mislim, da 10. Evo, najlepši zvok v gorah? Tišina. Antarktika, prispodova tišine, nismo mogli spati,
ki je bilo nekaj narobe, ki je bilo tako tiho. Ne. Tok tiho. Potem pa seveda, kot te to začara. Pa. Nisem vrčakal, da odgovor je pa fenomenalen. Najbolj nenavaden obrok na odpravi. Obrok hrane. Campa. To je taka energetska mešanica različnih mok, ki jo šerpe navdušeno ponujajo vsem, da bojo dobro hodili in plezali, ko so dali tisto meni za pojesti. Najbrž tudi zeljcem sem tako ekstremno utrujen, sem jo izbruhal, ne zato, ker ne bi bilo dobro, ampak je bil želo tako ziritiran. No. Tako da od takrat imam slab spomin na njo, drugače sem pa zelo neizbirčen pri hrani. Evo, se je še en tak na to temo. Katera slovenska jed vam najbolj zapaše po prihodu nazaj z odprave, recimo? Doma me vedno pričaka goveja juha, ker sem tista žlahtna klasika, drugače pa če bi moral izbrati eno vrtnino, ne, s katero bi najlažje prišel skozi življenje, pa to zelje. Ne. Kot solata, kot segedin še boljše, ne, ali pa še vse ostale oblike, ampak če bi mogel tako, najljubša vrtnina zelje. Okay. Ena beseda, ki najbolje opiše občutek na vrhu, ste že omenili v štartu. Olajšanje, da ni treba več da vzgor. Ja. Če ne bi bili alpinist, kaj bi bili? Pa če ne bi bili, ne vem, predavatelj, reševalci in tako naprej. Sploh se lahko o tem pogovarjamo, ali je to to? Ne, delo bi nekaj v zvezi z naravo. Narava me je začarala od tistega prvega otroštva, od tistih prvih borovnic, ki sem jih nabral v gozdu za vasjo, ki se mi zdelo, da je to mi narava nekaj lepega daje, potem pa gobe in kostan. In zdaj z enakim navdušenjem, zdaj pri teh letih hodim in nabiram iste stvari in se imam perfektno. Ne. Še en tak občutek, da ne škodim, rekel, naravi, ogljični odtis je ničelen. Nekaj, kar bi bilo v zvezi z naravo, tudi prej sem omenil, ne, če si z naravo mečkam bolj na ti nikoli v življenju ne bo dolgčas. Najljubša gora v Sloveniji? V bistvu Šmarna gora, se opravičujem, ni ravno Limbarska, ne, ampak Šmarna gora je bila tudi, sem pa še prej kot na Limbarski, tudi z očetom in mamo, ne, mislim, da še sta 3 leta, ne vedoč, da bojo gore potem, ne, ostale moj, rekel, res pomemben del življenja. Če bi pa vendar eno tako malo višjo goro, pa Storžič, ne, to je tako rekoč moja hišna gora, vidim ga pravzaprav od svojega doma in je bil tudi prvi več kot 2000 metrov visok vrh, na katerega sem se povzpel. Super. Kaj vam je v nahrbtniku vedno ali pa pogosto stalo nedotaknjeno? Kar ste imeli spakiran, pa ste se redko dotaknili? Večinokrat kapa in rokavice, ki jih jemljem čist vedno s seboj na vse ture, kamorkoli grem, tudi če grem, ampak res na Šmarno goro. No. To je tisti sestavni del moje prtljage, ne, ki jo pa relativno malkrat uporabljam. Ne. Pomeni, da sem dobro naštudiral tisto pot, ki jo potrebujem. Najbolj podcenjena življenjska veščina? Pa kar težko vprašanje, pravzaprav ni podcenjenih življenjskih veščin. Vse so zelo pomembne. Lahko se pa malo ozreva na to, kaj se dogaja. Ne? Recimo, življenjske veščine v tem času, ki so podcenjene, so po moje potrpežljivost in predanost. Ne? Brez teh dveh pa v Himalaji ne boš naredil nič. Ne? In, pa ne samo v Himalaji. Najbrž tudi, ne? Ampak zdaj svet je tak, ne? Dajmo hitro do 2, ne? Mogoče do 3 potegnemo, potem je pa, gremo rajš kaj drugega, če ne bo fertik. Ne? Na ta način v Himalaji ne boš dosegel nič. No? In kot pravite, ne boš tudi v tem vsakdanjem življenju. Sta pa zaradi seveda teh informacij, ki bruhajo z vseh strani, pa res sta podcenjeni. No? Ampak zelo dragoceni. A ste kdaj nosil kakšen talisman, kakšen predmet? Sem. Vedno mi je sine moj, mi je takrat, seveda, ko se je rodil in po tistem, ne, mi je vedno dal na pot
eno tako mehno žirafico je imel, da me bo malo čuvala. In sem jo prinesel potem tudi recimo na najvišji vrh Antarktike, na vrhu Čoja sem imel in tako naprej. Skratka, težko bi rekel, da je talisman, ampak bolj en tak prijazen spomin na otroka doma, pa mogoče še malo dodatno streznitev, da moram biti še nekaj bolj previden. Ne. Še lepša je pa pravzaprav ena od plenic njegovih, ne, teh, torej ne teh modernih, ampak teh klasičnih, tam bo to sami so jih delali, ki se je izkazala za odličen univerzalen pripomoček, ne. Pač imaš okrog vratu, obrišeš si pot, zaščitiš si glavo, če peče sonce, zabiješ tako da preko ust. To je nek predhodnik tega buffa, ki je zdaj obstaja. Tako je, predhodnika pa še veliko bolj uporaben. V končni fazi je to lahko tudi brisača, da se otreš nekaj v potoku, se umiješ, da v nekem bolj umazanem lodžu v Nepalu na položaj položiš to svojo plenico in tako naprej. Skratka, tudi moji kolegi, sopotniki himalajski na teh trekingih so ugotovili, kako je to pomemben rekvizit in da smo nekako skoraj znali, da vsi te plenice nosimo s sabo. Evo, čisto zadnji, če bi gora ali pa gore lahko govorile, katera bi imela najboljši smisel za humor, v smislu, si mislil, da bo šlo lažje, pa ni šlo. To so pa kakšne mogoče nižje, ne, pa tako malo neugledne iz tega, bi rekel, veličastnega vidika, ne. Ampak ena od teh je brez dvoma pa Erzenik, tle v Kamniških Alpah, ne. Na eni strani gor pasejo ovce, zlahka dostopen, zelene trate, pa malo, edini problem je ruševje, ne, se prebiješ gor, medtem ko ona prepadna stena je pa pravzaprav ena pomembnejših sten v zgodovini slovenskega alpinizma. Ja, hudo. Krasno, kaj ne rečem, jaz sem zelo navdušen, hvala še enkrat za tale moment, bom rekel, obilo sreče, uspehov, zadovoljstva, vsak dan in nasploh še naprej, pa upam, da se še kdaj ujameva, ne? Morda pa res, jaz sem nekako vesel vsake stvari, če mi dopušča čas, da jih nekako sem pripravljen sodelovati v tem smislu, ker je to vendarle nekaj pozitivnega, nekaj, kar lahko prinese, vsaj eno pomirjenost, ne pa razprtijo in špetiranje. Super. A lahko narediva še en športni pozdrav, tukaj imamo tak običaj, ali pa imam, to je pa ta, odbojkarski, tole umakneva. Na odbojko se kar spozna. Čau, čau. Živjo.